V ekološki trgovini Kalček pa smo ta mesec dobili še en zanimiv nasvet Jelene Dimitrijevič. Seveda bo januarska tema razstrupljanje po praznikih. Jelena, kakšni so praktični nasveti za zdravo prehrano in razstrupljanje po teh napornih praznikih? Ja, po praznikih je seveda treba malo spremeniti naše prehranjevalne navade, ker v tem času smo sigurno pojedli veliko hrane, ki za nas ni bila najbolj optimalna, veliko kakšnega sladkorja, mogoče alkohola, masne hrane. In zdaj prvi korak je v bistvu ta, da posebej, če se pojavijo kakšni simptomi, ki nam nakazujejo na to, da je telo pretrpelo kakšen šok od vse te hrane, če smo dosti utrujeni, če se nas lotevajo prehladi, če imamo poslabšano koncentracijo, če recimo imamo težave s prebavnimi procesi, kakšni izpuščaja na koži in tako naprej. To je tudi znak, da je treba nekaj narediti. Prvi korak, ki ga jaz svetujem, je vsekakor to, da spremenimo prehrano, da vsaj recimo za en mesec se prehranjujemo čisto, tisti, ki se ne, rastlinsko, polnovredna rastlinska prehrana, brez kakršnih koli predelanih živil. Tukaj govorimo izključno recimo poudarek na brezglutenskih žitih, nekaj stročnic, ampak veliko, res veliko zelenjave, veliko temnozelene listnate zelenjave, ki uživamo recimo ali kot dodatek v kakšnih solatkah, ali recimo nekaj skuhamo, ali pa čim več stiskamo tistih sveže stisnenih zelenjavnih sokov, kjer je res veliko temnozelene listnate zelenjave, da dobimo čim več klorofila in snovi, ki nas v bistvu razstrupljajo, naredijo to detoksikacijo telesa, seveda nekaj sadja naj v prehrani. Tako da zdržimo vsaj en mesec na taki prehrani, lahko pa dodamo še nekaj tazga, kar bo še pospešilo to razstrupljanje, naj čim več tu začimb, naj dosti cimeta, ingverja, kurkume, ingver pa kurkumo tudi v sveži obliki lahko dodajamo recimo v te sokove, ki jih stiskamo in tako dalje. Pomembno je recimo, da se tudi naredi kakšna probiotična kura, da podpremo na tak način tudi delovanje našega črevesja. Pa še kakšni drugi ukrepi, o kateri se sigurno bomo pogovarjali. Kaj pa še zraven lahko naredimo? Ja, v bistvu, poleg seveda te spremembe v prehrani, lahko dodamo še kakšne razstrupljevalne snovi, recimo ni treba, da smo zdaj na postu, ampak lahko recimo dodamo kakšno glino, zeolit, recimo indijski trpotec, čija semena, tudi nekaj, kar bo očistilo tudi naše črevesje. Lahko dodamo različne trave, ječmenovo, kamutovo, pšenično travo, pirino travo, lahko recimo spirulino, klorelo, vse to bo pospešilo sam proces razstrupljanja. En dan na teden je dobro, da se recimo postimo, da s tem tako začnemo. Če se želimo recimo pripraviti za kakšen terapevtski post, ki nas bo še dodatno regeneriral, očistil tam recimo spomladi. Lahko pa dodajemo recimo tudi nekaj koristnih probiotikov, ki sem jih že omenila, glede na to, kakšne težave imamo. Tukaj se recimo tudi posvetujemo s kakšnim svetovalcem ali pridejo gledalci tudi na naše brezplačne svetovalne urice. Seveda pa je zelo dobro, da v bistvu izvajamo kakšne druge stvari, kot so telovadba redna, da smo čim več odzunaj, čeprav je mrzlo, vsaj 1 urico na dan, da izvajamo knajpanje ali pa kakšne masaže si privoščimo, recimo tudi kakšna limfna drenaža in tako dalje. Še kakšni ukrepi pridejo tule prav? Ja, vsekakor. Se pravi, je dobro, da v bistvu smo čim bolj sproščeni, ker vemo, da tudi take čustvene zadeve, preobremenjenost, veliko stresa vpliva na naše telo negativno, nas tudi zastruplja, deluje na naše organe, kot so jetra, ledvice, pljuča, kožo, črevesje. Tako da v bistvu je treba najti tudi kakšne tehnike, recimo, ki nam omogočajo, da se razstrupljamo tudi z te strani, da ni samo z tiste fizične strani, ampak tudi bolj z duhovne strani. Mogoče samo še dodava na koncu, da je pomembno, kakšno sadje in zelenjavo vseeno uživamo. Ja, vsekakor. Zaradi tega, ker v bistvu, če se ne želimo dodatno zastrupljati, vsekakor prehrana mora biti čim bolj ekološka, zaradi tega, ker ne želimo dobiti dodatnih strupov v svoje telo, ampak se razstrupljati. Tako da res je poudarek, če je že možno, da gremo v kakšno ekološko trgovino, kot recimo Kalček, ker bomo nabavili vse to, kar nam je potrebno za sam ta proces.